smo veseli, da si z nami. Dajmo biti mal skupaj, boljš kot da smo sami. Učni kotiček, Na svet za boljši svet. s pravljico v ušesi gremo na poter. Pozdravljeni otroci, mali, veliki, mlajši, starejši, igrivi, nagajivi in pozdravljeni vsi, ki ste se nam po predahu ponovno pridružili v uvodu naše čisto sveže oddaje Oro. Naše oddaje? Ja, naše oddaje. Kot nekateri gotovo že veste, oddaj seveda ne pripravljam sam. Pripravljamo jo 4 prijatelji. Tanja, pesnica, improvizatorka in aktivistka, Jošt, učitelj in improvizator, Teja, klovnesa, glasbenica in performerka, ter jaz, Juš, improvizator, TV voditelj in igralec. In kako smo začeli? Najprej je bila ideja, potem je bila Teja, ki je idejo predstavila Jušu, potem sta povabila Tanjo in Jošta in oddaja je zaživela. O čem smo se že vse pogovarjali? O skupnosti in prijateljstvu, pa o zdravju, vesolju, času naših dedkov in babic, glasbi, knjigah, poklicih in še in še in še. In tako smo prišli do tokratne oddaje. Še preden pa slišimo novice, naj povem, da nas letos lahko poslušate tudi po radiju. Ja, ne le po Facebooku, YouTubeu, Spotifyju ter ostalih podcasterskih platformah, letos smo tudi v etru Radia Marš. Etru se sprašujete? Znanstveniki bi besedo eter razložili tudi kot snov, po kateri se širi elektromagnetno valovanje. Če malo poenostavim, lahko eter označim tudi kot ozračje ali celo zrak. In ko smo že pri zraku, zrak je tematika tokratne oddaje, zato predlagam, da kar začnemo. In kot bi rekli v prejšnjih oddajah, živjo, hello, šenare, dobar dan in dobrodošli v naši 21. oddaji Oro. Novice. Pozdravljeni, oglašam se vam visoko nad oblaki, kjer je zrak sicer čist, a bolj redek. To pomeni, da je v zraku manj kisika, ki ga živali in ljudje potrebujemo za dihanje. A brez skrbi, ptice smo prilagojene za kratke izlete v višave, le da se moramo po njih dobro najesti. Komaj čakam 7-hodni ribji meni. No, zdaj pa kar na teren. Z nami je gospa Buba, diplomirana okoljevarstvenica in ljubiteljica lišajev. To pa zato se mi zdi, ker so lišaji pokazatelji čistega zraka. Ali imam prav, doktor Buba? Gospod Golobič, potrjujem, da je vaše domnevanje pravilno. Kako čudovito je imeti inteligentne sogovornike. Kje sem že ostala? Aha. Pozdravljeni vsi organizmi, ki ste pripravljeni prisluhniti temu prispevku. Naj se vam predstavim. Sem Mara Buba iz družine pikapolonic. Javljam se vam iz laboratorija v Anhovem, kjer smo ravno zaključili nekajletne meritve stopnje onesnaženega zraka v Soški dolini. Zakaj? Zakaj? To je žalostna zgodba in ima opraviti z dolgotrajno boleznijo moje tete Dare Bube. Veste, tudi ona je bila znanstvenica, ja? Kot mlada raziskovalka se je preselila v Anhovo, saj je želela ugotoviti,
ali so številne bolezni v tistem kraju povezane z ogromno tovarno, ki so jo tam zgradili ljudje. In še preden je dobila rezultate raziskav, je zbolela. Tudi danes je zrak tukaj zelo slab, zares smrdi. Ja. Še posebej, ker je gosta megla in ni vetra, da bi prezračil tole prelepo dolino. Vam pa povem, kaj sva Mara in Dara Buba ugotovili. Da ni dobro živeti blizu tovarn, sploh ne, ker potem dihaš zrak, ki je škodljiv. Nobenega lišaja nikjer. Tudi lastne zelenjave ne moreš pridelovati, saj je zemlja zastrupljena. Hkrati pa ljudje zrak onesnažujejo še z izpuhom tovornjakov, ki povzročajo tudi strašen ropot. Številni tovornjaki, ki se vozijo gor in dol, vsak dan. Ogromno tovornjakov, ki prevažajo smeti in cement in vso človeško navlako. Fej. No, tako je tu. Ampak upam, da bodo ljudje, ki si rečejo politiki, kaj storili za rastline, živali in okolico in določili strožja pravila, ki bodo vsem omogočila dostojno in zdravo življenje. Lišaj vsak kraj. Hvala za posluh in prijaznost, gospod Golobič. Res hvala. Hvala tudi vam, doktor Buba. Zemlje pa gremo visoko v zrak, kjer leta golob Aljoša Pismonoša. Pozdravljeni in še enkrat pozdravljeni. Nimam prav veliko časa, veste. Pravkar nekje nad vami s pomembnim pismom drvim 120 km/h. In čeprav je zrak danes vedno bolj čuden, priznam, sem še vedno zelo rad pismonoša. Svoj poklic sem pravzaprav podedoval od babice, ta pa od njenega pradedka, za katerega se čivka, da je pisma dostavljal celo Aleksandru Velikemu. Danes pa torej jaz dostavljam svojo prvo mednarodno pošiljko. Wow! Vzdolž avtoceste se bom spustil južno vse do Beograda. Čaka me torej še dolga pot. Zatorej na hitro le še čiv, naj bo dan za vse radoživ. Če pa bi me radi spoznali, pa kar pocukajte za rokav enega od več kot 200 ljudi, ki se v Sloveniji večkrat letno srečajo in tekmujejo v tem, kateri od nas bo svojo pošiljko najhitreje preletel določeno pot. Pa čiči! Čivči tudi vam. Zdaj pa gremo še v jezikovni kotiček, kjer nam bo kameleon Blablaž povedal več o prenesenih pomenih povezanih z zrakom. Lepo pozdravljeni. V jezikovnem kotičku bomo tuhtali o besedah in o besednih zvezah. To pomeni o parih ali skupinah besed, ki so nekako povezane z našimi 4 elementi. Slišimo jih zelo pogosto, pa morda sploh ne vemo, kaj pomenijo. Če, recimo, vprašanje obvisi v zraku, to ne pomeni, da je tam neka nitka, s katere nekaj binglja. To pomeni, da na to vprašanje nismo dobili odgovora. Ko učiteljica vpraša, kdo je naredil nalogo, pa je ni naredil nihče in v razredu nastane tišina, je to vprašanje obviselo v zraku. Kaj pa pomeni, da je zrak čist? Seveda to lahko pomeni, da v njem ni nobenih strupov in da lahko zadihamo s polnimi pljuči. Lahko pa to pomeni tudi, da v prostoru ni nikogar nevarnega ali sumljivega. Ko želimo nekomu povedati skrivnost, pa ne želimo, da jo sliši še kdo, najprej dobro preverimo,
če je zrak okoli nas čist. Jaz bi vam z veseljem povedal eno skrivnost, pa ne morem. Galeb vleče na ušesa. No, pa tako me je zanimalo, kaj pred mano skriva Blablaž. No, pa smo prezračili novice. Se vidimo spet prihodnjič. Uganke. Ej, Tanja, a veš, kaj imam pa res rad? Kaj? Križanke, rebuse, pa uganke. Potem pa predlagam, da kar prisluhneš. Zate in za poslušalce in poslušalke imam kar 3 uganke. Podoben je žogi, a bolj je lahak. Če spustiš ga iz rok, ti uide v zrak. Ladjam jadra napenja, meni pa žvižga okoli ušes. Včasih mline poganja, včasih liste povabi na ples. Odnesel mi je kapo, se potoži Peter. Burja, jugo ali fen, to je... Če kdo vanjo piha, ona daje glas. Prebudi vse sosede ali krajša nam čas. Dobro sapo ima, kdor nanjo igra. Je zlata, ima 3 tipke, oglaša se trararara. Ej, Tanja, a je bila rešitev tele zadnje uganke flauta? Ne, saj flauta ne trobi. Ja, zdaj pa vem, kaj je. Kdor se bo želel prepričati o rešitvah ugank, lahko pogleda na našo Facebook stran. Ja, se res. Pst. Za boljši svet. Pazi se, da boss 49, zdaj te pa imam v kotu. Pow. Au, pusti me ti hrust. Tija, je vse v redu? Oči, samo video igrico igram, ja. Si že doma? Že, ura je 9:30. A si cel dan igrala igrice? Ne. Ravno zdaj sem se usedla na kavč. Ja. Po vonju dnevne sobe vem, da si bila cel dan pred TV-jem. Kako pa to lahko zavohaš? Mogoče pa imam samo težave s prebavo, ker smo imeli za malico fižolov na mas. Tija, saj vem, da si pridna in da si zaslužiš tudi, da se kdaj izklopiš in igraš igrice. Ampak prosil sem te, da nujno prezračiš stanovanje vsaj 2-krat na dan. Pa če je zunaj mraz, no, potem je pa tudi notri. Zagotavljam ti, da lahko okno odpreš za 5 minut in se bo prostor zelo hitro ogrel nazaj. Poleg tega pa bo zrak v prostoru bolj zdrav. Kako pa to? A ne zbolimo največkrat, ko je zrak mrzel? Če smo dolgo časa zunaj, mogoče. Če prezračimo prostor, pa ven iz njega spustimo razne bakterije, vlago in ogljikov dioksid. Takole. Hladnejši zrak pa ima tudi blagodejen učinek na naše dihalne poti. Z njim dobimo občutek, da lahko lažje dihamo. Wow, ampak a ni zrak zunaj bolj onesnažen kot pa notri? Večinoma ne. Še posebej se zna zgoditi, da imamo slab zrak v stanovanju, če ga ogrevamo s kakšnim radiatorjem na olje ali pa staro pečjo na drva. A ni zdaj malo lažje dihati? Tudi lažje boš zaspala. Ampak se če ne grem spat, daj no, odigraj eno igrico z mano. No, prav. Kaj pa igrava? Fortnite. Ok, jaz bom Sergeant Winter. Odkje pa ti to poznaš? Na marsikaj se spoznam. Akcija!
Zrak, ki nas obdaja, je sestavljen iz različnih plinov, ki večinoma nimajo svojega vonja. Včasih pa v zraku zavohamo tudi kaj manj prijetnega, recimo kak prdec. In saj veste, kaj pravijo, prdenje je naravno, vsi prdimo. No, v današnji pravljici boste spoznali, da to ni čisto res. Pred davnimi časi je živel pajek, ki je imel rojstni dan. In na svojo zabavo je povabil svoje 3 najboljše prijatelje: kravo, školjko in papagaja. Prva je v pajkovo hiško pritacala krava. Krava je bila prava dama. Stopala je nežno in vedno pazila, kje opleta s svojim repom. Na zabavo je vedno prišla prva, da je lahko v miru prebavila prigrizke. Posebej za njo je pajek pripravil slamnate sendvičke. Druga se je pripeljala školjka. Klicali so jo tudi lepotka, ker je imela tako lepe proge na svoji lupini. Ker ni mogla živeti na suhem, se je okoli prevažala v velikem akvarimobilu, v katerem je imela morsko vodo iz domačega Jadranskega morja. Zadnji pa je skozi okno švignil papagaj. Bil je mogočna ptica s tako pisanim perjem, da je vsa dekoracija, ki jo je pajkec obesil na strop, zbledela v primerjavi z njegovo raznobarvnostjo. In živali so se odlično zabavale. Plesale so, se pogovarjale, pele karaoke in jedle torto. Naenkrat pa se je krava prijela za nos. V hiši je namreč grdo zasmrdelo. Tudi ostale živali so zavohale ta neprijeten vonj in se začele spraševati, od kod prihaja. Mogoče se ti je pokvarila kakšna kisla smetana? Je razmišljala školjka. Ali pa ti iz peči uhaja plin? Je pristavil papagaj. Krava pa je mirno dodala. Ja, plin res uhaja, a ne iz peči, pač pa nekomu iz zadnjice. Ostale živali so čudno pogledale kravo, ker je čisto nič niso razumele. No, nekdo je sprostil črevesje. Ostalim živalim še vedno ni bilo čisto nič jasno. Nekdo je spustil vetrove. Kaj? Moram res to izreči. Nekdo je prdnil. Najprej so vsi pogledali školjko. Seveda je znano, da školjke ne prdimo, a poleg tega, če bi mi slučajno ušel kak vetrič, bi ga videli kot zračni balonček v mojem akvariju. Kot vidite, je moja voda mirna. Pogled so preusmerili k pajkcu in ta jim je razložil, da je nemogoče, da bi on prdnil, ker vsako hrano že izven telesa pripravi v smuti. Prdenje pa ponavadi nastane, ker smo pojedli veliko vlaknin. Živali so oči prestavile na kravo. Lepo vas prosim, jaz ne prdim. Jaz sem dama. Raje razmislite, kako papagaj uspe leteti. Zagotovo ne more kar tako malo pomahati s svojimi krili in že ga odnese v nebo. Kaj pa mislite? Leteti si pomaga s prdci. Ubogi papagaj je bil tako presenečen nad obtožbami, da so se mu besede kar zaskočile v grlu in je kot papagaj ponavljal. Nisem bil jaz! Nisem bil jaz! Nisem bil jaz! Ker so ga ostale živali še naprej grdo gledale, je osramočen odletel skozi okno. In od takrat naprej v naši naravi ne boste več našli papagajev. Ej, a misliš, da je bil res papagaj tisti, ki je poprdkal tisti večer? Ne? Pravi detektivi in detektivke vedo, da ptice ne spuščajo plinov.
Njihovi želočki namreč ne vsebujejo bakterij, ki bi hrano razgradile na tak način. Poleg tega pa ptice svoj obrok tako hitro prebavijo, da sploh nimajo časa proizvajati prdcev. Katera žival pa je potem prdnila? Ti damo namig. Kdor ga prvi zavoha, ga tudi spoha. Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau! Vi ses, Hedo! Doviđenja! Zajđen! Naslišanje! Tako, pa smo prijadrali do konca še ene oddaje Oro. Kot jadrnice smo odprli svoja jadra in pluli po tokratni temi. A ste si mislili, da lahko toliko povemo o tej zmesi plinov? Sploh je ne vidimo, pa nam je dala 1001 idejo. In obljubimo, da bo tako tudi v prihodnje. Pa na kratko strnimo najpomembnejše vsebine današnje oddaje. Kako se imenuje kraj v Sloveniji, kjer je zrak zelo onesnažen? Kaj pa pomeni, da je nekaj obviselo v zraku? Kaj je treba narediti z okni na vsake toliko časa, tudi po zimi? In še najpomembnejše, kdo je zares prdnil v živalski zgodbi? Upamo, da znaš odgovoriti na vprašanja. Če pa ne, pa oddajo poslušaj še enkrat. Zdaj pa gremo prezračiti svoje stanovanja in hiše in morda še posušiti oprane obleke. In vas prav lepo, lepo, lepo pozdravljamo. Do naslednjič! Pst! Naslednjič bomo govorili o ognju. Upamo pa, da vas bo grel že pred tem. Prihaja namreč hladna zima. Pa ne pozabite na dvojne nogavice. Čau!